ali manj njegovo delo in življenje kar dobro poznamo. Slovenci smo zadnja leta in zadnje desetletja spoznali in tudi vse bolj pravilno vrednotimo njegovo delo in življenje. Vendar se je dostikrat postavilo vprašanje, ali ga celovito dojemamo, ali ga razumemo v pravi meri, ali se zavedamo, kakšna je bila njegova politična, tudi znanstvena in pa tudi praktična drža skozi celotno življenje. Pučnika so krasile nekatere vrednote, za katere je bilo dobro, da bi nas krasile vse. Ne samo tiste, ki smo v aktivni politiki, ampak tudi vse državljane in državljanke naše države. Gre za očeta, za katerega je tudi predsednik republike dejal, da je nestor slovenske države. Mi večkrat poudarjamo, da je oče slovenske državnosti. Kakorkoli, težko si predstavljamo samostojno in demokratično Slovenijo, če Jože Pučnik konec 80-ih letih ne bi aktivno posegel v slovensko politiko. Vsi vemo, da se je vračal počasi, potem ko je bil izgnan iz domovine, izgnan od družine in je moral živeti v tujini. Ampak ko se je vrnil, je slovenska politika dobila prav tisti pravi spin, da lahko dosegla te svoje ključne cilje, ki si jih tudi zastavila takrat v okviru Demosa, ki ga je vodil dr. Jože Pučnik. Seveda ne moremo reči, da smo dosegli skupaj z njim vse, kar smo si želeli. Dosegli smo tisto, kar je bilo temeljno, samostojnost in pa koliko toliko realno demokracijo in pa pravno državo. Nisem pa seveda zadovoljen s celotno tranzicijo in seveda tudi Jože Pučnik ni bil vse do svoje smrti, ni bil zadovoljen s tem, kar počnemo. On je imel visoka merila, tako za posameznike, kako tudi za politične stranke, za politiko nasploh. Vendar to je tisto, o čemer sem začetku želel poudariti. Poznali smo ga, nismo pa ga v celoti dojeli oziroma nismo povnanjali vseh teh vrednot, ki jih je on izžareval v vsakdanjem življenju. Ko smo zadnji bili tu, in danes se je zgodilo kar nekaj pomembnih stvari. Poimenovali so se nekatere predavalnice na univerze. Medvoda smo postavili spominsko ploščo v njegov spomin, tam, kjer je živel. In tisto morda najpomembneje, dobil je svoj prostor v Evropskem parlamentu, poleg drugih velikanov z evropske politike. De Gasperi, Konrad Adenauer, Schuman, Jean Monnet in drugi na nek način skupaj bivajo z dr. Jožetom Pučnikom. Jaz sem en tisti, ki poznam zgodovino in tudi življenje pise vseh teh vrhunskih politikov v Evropski uniji. Ampak verjemite mi, da noben nima primerljive življenjske zgodbe, kot jo je imel dr. Jože Pučnik. Zato ni presenetljivo, da je dobil svoje domovanje tudi v Evropskem parlamentu, ampak nekaj povsem normalnega. Ni bilo lahko priti do tega dosežka, ker je procedura zelo zapletena v Evropskem parlamentu. Pa tudi prostih konferenčnih dvoran ni več. Ampak to morda niti ni najbolj pomembno. Pomembno je, ko so tisti, ki so odločali o tem, ali bo dr. Jože Pučnik dobil to dvorano ali ne, ko so prebrali njegovo zgodbo, njegov življenjepis, dvoma več o tem ni bilo. Takšen vtis je naredil dr. Jože Pučnik oziroma zgodba, ki mu je spisalo življenje na naše kolege v Evropskem parlamentu. Zato ni čudno, da so se od otvoritve udeležili predsednik Tajani, ki je bil pokrovitelj, predsednik Republike Slovenije, ki je prav tako se posebej udeležil tega dogodka, predsednik politične skupine, največje v Evropskem parlamentu, Manfred Weber, dvakratni naš predsednik Janez Janša in mnogi drugi visoki politiki. Dvorana je bila praktično premajhna, da bi lahko gostila vse. Polovico ljudi je stalo zunaj. Toliko zanimanja je dosegel ta dogodek. Morda v Sloveniji medijsko manj odmeval, ampak vendarle stvari se počasi spreminjajo. V Sloveniji je tudi vse več trgov, ulic, šol in tako dalje poimenovano po dr. Jožetu Pučniku, zato sem prepričan, da se bo tudi v tem smislu ta muzejska kulturna krajina počasi spreminjala oziroma izboljševala. Še enkrat hvala lepa v imenu stranke in pa Inštituta Jožeta Pučnika, da ste se prišli pokloniti spominu dr. Jožeta.